Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Potepanja po Portugalskem je konec, tako da zdaj smo spet na starih tirih. S kolesom sem se odpravila narediti en krog in sicer sem šla do Mirna, potem do Lokvice in pa v Patjega Sela nazaj čez Italijo proti domu. Trenutno pa snemam z eno staro kamero, ki mi jo je dal mož, pa bom videla, kako se bom zdaj z njo rokovala. Danes sem prvič tako na kolesu z njo, pa se mi zdi, da kar bo, no. Ta je glih pol cenejša, kakor tista, ki sem si jo jaz zamislila. Tako da zdaj nekaj snemam s kamero, nekaj z mobitelom. Zdaj vam pa še pokažem to mojo kamero. Evo, vse tudi ta je takšna luštna. To je pa tudi DJI Osmo Action. Ko se mi zdi, da je tudi taka mehna in priročna. Prav počasi mi postaja všeč. Problem je, ker jaz se navadim na eno stvar in pol tisto stvar goram in ne odstopam od nje in se mi zdi, da je najboljša pol na svetu. Ampak so tudi druge dobre stvari, tako da bom prav razmislila, ker mi je tudi ta kamera zelo všeč. Na teh bolj varnih predelih se zdaj prav malo učim rokovati s to kamero, pa vidim, da bi šlo. Bom razmislila v cenejši varianti. Tukaj pražijo pa kavo, tako da prvo, ko pridem domov, si jo bom skuhala. Tako pa sem v Sloveniji. Solkan je tukaj, na dlani. Evo, 40 km do doma še malo. No, 42 vse skup. Zdaj pa kafe, ker tam prej mimo pražarne je tako dišalo. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Nahajam se v Vipavi. To je eno tako mehno, simpatično mestece, ki so ga zdaj pred kratkim preuredili, tako da se ga splača prist pogledati. V Vipavo sva prišla oba z Matjažem. Matjažu smo v avto naložili kolo in ga pripeljali v Vipavo. On se je zdaj odpravil po kolesarski stezi do Mirna, to bo pa približno 40-45 km. Zaradi številnih izvirov reke Vipave so prebivalci zgradili tukaj 25 mostov. Sicer pa ima Vipava približno 2000 prebivalcev. Zaradi številnih mostov pa Vipavi rečejo slovenske Benetke. Sem mislila, da bom tukaj eno kavico popila, ampak gostilno odprejo šele ob 12. Tako da sem še malo prezgodna. Gre pa to za eno bolj tako finčkano restauracijo, ampak sprejmejo tudi pohodnike in kolesarje, tako da sploh ni problem, če nisi glih najbolj uštiman.
Ker je bila gostilna zgoraj zaprta, bom pa zdaj kavico popila kar tukaj na glavnem trgu. Da, en kapučino, prosim. Hvala. Kavo sem popila, zdaj se grem pa še malo sprehoditi po mestu. Se vidi, da smo v Vipavski dolini, kjer raste trta, tudi v centru mesta. Vipava je znana tudi po teh baročnih putih, teh dečkih, ki so v glavnem oblečeni v krilce, seveda pa ne samo otroci, ampak tudi odrasli preizkušajo svoje plezalne sposobnosti in s tem seveda nažalost uničujejo tudi te kipce. Ti kamniti dečki so ogrnjeni s takim krilcem oziroma ugrinjalcem. V večini teh kipcev gre za dečke, ki so rahlo debelušni in razigrani. V Vipavi se res da narediti en tak lušten sprehod, tako za eno urco, eno kavico, če imate čas, da malo uživate v tem okolju in ni lepšega, kakor tako preživeti dan. Kar se pa tiče parkirišč, se pa tudi najde za parkirati. Neki so omejitve, ampak se dobi. Zdaj me pa čaka, veste kaj? Pečico moram sčistiti in to se zdaj že spravljam delati, ne vem, 2 meseca. In zdaj moram pa zares očistiti. In pripraviti za zimo, da bomo spet kaj pekli notri, ker se mi zdi, da če še enkrat prižgem, da se bo vse zakurilo. Ja, kupila sem pa torjač, pa bom videla, kako se bo obneslo. Malo moram navodila prebrati, ampak mislim, da se to sam našprica in je. Pečico najprej segrejem na 40 stopinj, potem to pretresem in cirka 15 cm razpršite po površini. Po 30 minutah pa začne to učinkovati. Potem pa z vlažno krpo obrišem in je. Počiščenje počakajte 8 ur, predno pečico ponovno uporabite. Ok, zdaj moram najprej segreti pečico na 40 stopinj. Bom dala kar na ventilatorsko, pa bo to hitro. Ok, 50. To je zdaj segreto na 40 stopinj, ker je lučka ugasnila. Zdaj pa akcija. Pretresem in fajn razpršim po pečici. Zdaj bom pa pustila pol ure, ali pa ne, bom reč pustila 1 uro, da se to fajn razmoči in potem bom počistila z vlažno krpo. To uro bom pa izkoristila, pa počistila še kaj drugega. Saj, če si na volji, lahko tako ali drugače skozi kaj drgneš. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be 2 hearts running wild. Zdaj pa, kakor se jaz poznam, bi po mojem mogla iti to kaj narazen, da gre ta steklo dol. Bom še kar malo našpricala.
Bi bilo pametno dati kakšno masko gor. Malo okno odprem. Jaz bom kar še enkrat ponovila postopek, segrela pečico, pošpricala in počakala. In potem še enkrat počistila. Pa mora biti. Čas bom pa še te lojtre očistila. Tudi to imam nekaj proti maščobi. Eno po eno pa kar gre. Ja, super bo. Ko nova bo. Zdaj bom probala še s tem malo. Mogoče bo šlo boljši. Ja. O ja, to pa bo. Pa rečete, če ni ko novo, ko direkt z trgovine. Bom pa tudi tukaj s to krpico poskusila. Ja. Pa sem rešila to božjo pečico. Dolgo je trajalo, da sem se spravila. 2 meseca sem vsak dan govorila, moram to urediti, moram jo ščistiti. In no, pa mi je zdaj končno ratalo. Zdaj bom pa od zdaj naprej redno vse, kar bom dala peč, pokrila, da mi ne bo šprical. Na to sem si že prej obljubila, da bom vedno pokrila s folijo, ampak pač ne 2-krat, 3-krat pokrijem, pa pozabim. In pa je, kar je, ne. Sproti malo čistim, ampak to je premalo. V glavnem, presrečna sem zdaj, da mi je to ratalo čistiti, ker sem se kar dolgo ukvarjala. Ura je zdaj 6. Dobro, res, da nisem skozi delala, pa sem tudi 2 uri pustila, da se je tisto čistilo namočilo. Pa sem malo čistila, pa sem pa spet našpricala, pa spet 2 uri pustila. Ampak na koncu je ratala kar lepa. Lahko bi jo pa še drgnila, ampak dovolj bo. Se mi zdi, da je zdaj pečica ko nova. Prav tisto zadovoljstvo ti da, da bom nekaj spekla. Pa mi napišite, če je tudi za vas eno tako čiščenje, tudi en tako velik, dolgotrajen projekt. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau!